Poglejte, jaz se s temi dnevnimi zgodami tukaj ne ukvarjam, že nimam časa. V dvorani je polno takšnih, ki bodo to z veseljem. Kaj pa menedžerski odkupi v Laški pivovarni Istrabenzu? Menedžerski prevzem v pivovarni Laško v Istrabenzu. Domnevno naj bi zlasti pri pivovarni Laško izdatno sodelovala tudi Nova Ljubljanska banka s krediti, prav tako je sodelovala pri menedžerskem odkupu SCT-ja. Ali je to podrugo tudi finančnega ministrstva? Veste, da pod okriljem finančnega ministrstva obstajajo tudi ustanove, ki so odgovorne po zakonu, da takšno oceno napravila. Jaz pričakujem, da bo ATVP dejansko tudi vse te stvari pregledala, kot tudi pričakujem, da Urad za varstvo konkurence. Jaz mislim, da ne smemo dajati ocen, dokler organi, ki so odgovorni za to ne napravili. Jaz to pričakujem, ko bom to dobil, bom pa tudi svoje. Imam pa svoje mnenje. Moje osebno mnenje pa je, da je popolnoma nesmiselno, da poleg legalnosti, ki prav mogoče tudi obstaja pa še druga merila in to je zdrava slovenska pamet. Težko je razumeti, da nekdo, ki je še pred desetletjem bil normalen slovenski državljan, tam nekje s povprečno plačo, da danes lahko obvladuje nekaj milijardno vredno premoženje. To je težko ne samo razumeti, prav gotovo je pa, če je to sistem lahko to ustvaril, potem je treba zakonodajo temeljito pregledati in te stvari odpraviti. Sicer pa bo pa še vedno prevladovala neka etična merila, ki vam nam pa govorijo, da je to nesprejemljivo. Gospod minister, NLB kot rečeno je sodelovala pri nekaterih kreditih, z nekaterimi krediti pri nekaterih prevzemih, teh velikih, ali je zato potrebovala dokapitalizacijo? Na noben način. Boško Šrot in Andrijana Starina Kos... Poglejte, dokapitalizacija Nove Ljubljanske banke. Veste, ko se govori o bankah, se pa ne smemo igrati. To so pa zelo, zelo resne stvari. Nova Ljubljanska banka je trdna finančna ustanova, res potrebuje dokapitalizacijo, zato ker deluje v tem globaliziranem svetu, v katerem so pa možnosti za svoje lastno financiranje izven naših meja veliko težje danes, kot so pa bile predno je izbuhnila vsa ta finančna kriza, v katerem živimo. Smo pred izredno sejo Državnega zbora o korupciji in klientelizmu, če poenostavim. Boško Šrot in Andrijana Starina Kos sta pripravljena priti pred poslance in jima povedati svojo plat medalje. Bo to za koalicijo sprejemljivo? Mislite, da bi to čemu doprineslo? Morda bi kaj doprineslo, ampak mislim, da je pa vsak Slovenec dobro razume, da to, kar se je odvilo sedaj pred našimi očmi, ali pa razkrilo našim očem v zadnjih 14 dneh, da je to popolnoma nesprejemljivo, lahko razlagajo gor ali dol. To se ne da obrazložiti. Gospod Bajuk, vlada se menda intenzivno dogovarja tudi s Hrvaško za rešitev tega mejnega spora. Menda tudi vi veste, kako se rešuje to problematika, ta premostitev vseh ključnih podjetij. Poglejte, jaz o tej stvari pa ne bom komentiral. Stalno smo v pogovorih z sosednjo državo. Deloma sem seznanjen, seveda nisem pa odgovoren za zunanje zadeve. Pa ste kaj bliže dogovorom? Stalno se dogovarjamo. Dejstvo pa je, da sosednja država večkrat svoje besede ne drži. Bil sem na Brionih, ko so podpisali, da bodo take ukrepe, kot so jih smo bliže navajeni ali pa so se oni razvadili, da ne bodo več storili in so na besedo pozabili, besedo požrl, če rečem tako po domače, in še naprej take ukrepe izvajajo. Hvala lepa. Prosim.